Po koncernskih bratih, električnem kupeju Škodi in električnem kupeju Audiju je tu še električni SUV kupe Volkswagen. Seveda gre za tesnega sorodnika modela ID.4, ampak ta nosi oznako ID.5. No, zdaj je ta pripeljal v Slovenijo, še preden si ga pogledamo od blizu, pa kratek opomnik. Naročite se na naš YouTube kanal in ostanite na tekočem z vsemi predstavitvami novih modelov. Gre za prvi Volkswagenov električni SUV-ovski kupe, svojo podajočo linijo od ceste Brička dalje. Razlikuje ga tudi zadnji usmernik zraka, izpostavil bi tudi spremenjen zadnji in pa sprednji odbijač v primerjavi z ID.4. Pričakovali bi, da je svojo kupejevsko silhueto ID.5 izgubil nekaj prostora na zadnji klopi in v prtljažniku. Ampak v resnici je v primerjavi s modelom ID.4 približno enak pri prostoru. Če vam te številke že kaj pomenijo, za glave je na zadnji klopi zdaj 12 mm manj prostora, no prtljažnik pa je celo za 6 litrov večji. ID.5 bodo kupci lahko naročili le z največjo baterijo, tisto, ki ima 77 kWh uporabne kapacitete. No, je pa to prvi Volkswagen, ki že iz tovarne pride s programsko opremo 3.0. Katere so novosti? Tukaj bi predvsem omenil dve dodatni funkciji pri sistemu Travel Assist, ki sedaj lahko uporablja tudi množice podatkov. Pomeni, da samo vozilo zbira podatke o poti, kjer se vozimo in jih potem pošlje v sam strežnik. Na konec koncev pa strežnik te pretvorjene podatke pošlje v vozilo in jih lahko uporablja tudi za nadaljnje načrtovanje poti. In pa ID.5 je prvi član družine ID oziroma celo prvi Volkswagen, ki lahko samodejno zamenja vozni pas z funkcijo asistirane asistence menjave voznega pasu. Še vedno je tole asistenca, roke morajo biti na volanu. Ko so vsi pogoji izpolnjeni, ki jih sam sistem zahteva, lahko ID enostavno samodejno zamenja pas in potem ponovimo postopek, tako da se lahko tudi vrne nazaj na vozni pas. Dodana je pa še funkcija pri sistemu Park Assist Plus, kjer si lahko pri ID.5 zapomni oziroma sam model si lahko zapomni do 5 parkirnih mest, 5 različnih parkirnih manevrov, jih lahko enostavno shranimo v samo vozilo in ko ID zazna, da smo se po GPS lokaciji približali enemu izmed shranjenih parkirnih mest, nas sistem na to opozori in enostavno ID na parkirno mesto zapelje samodejno v razdalji do 50 metrov. ID.5 je po besedah odgovornih namenjen tistim, ki od vozila želijo nekoliko več sloga ali pa, če hočete, tudi nekoliko več športnosti, sploh če gre za zmogljivo štirikolesno gnano različico GTX. No, oprema ID.5 je že serijsko nekoliko bogatejša kot pri ID.4. Je že serijsko opremljen za črno streho, se pravi, je vedno na voljo v dvobarvni kombinaciji. Serijska so tudi naprimer 19-palčna aluminijasta platišča in pa dodatno zatemnjena zadnja stekla pri izvedbi GTX. V primerjavi z ID.4 je tudi ID.5 cenovno više pozicioniran, se pravi, sama vstopna cena je nekje 3200 evrov višja. ID.5 smo v Avstriji na prvo vožnjo popeljali že pred časom in takrat smo govorili tudi z odgovornim produktnim vodjo. Naj bo ta video vaš naslednji klik.